Lepo pozdravljeni, mi sva Robert Klinc in Matej Klinc. Danes se bila povabljena, da bi vodila eno tako okroglo mizo na temo Dima, kje smo, kam gremo, kaj ne bomo zdaj s tem, kaj Dim je. Torej se me ta kar pogovarjala, da je zadnji govornik na to, da je prvi rekel, da je bil proces. To zbiramo v tem. Tako da bi mogoče vabili na oder. Tako je, v bistvu najprej vabim doma. Večina govorcev, že poznate, ti gost, ki je posebej prišel na tvoj program Mitra in Martin, potem lepo nazaj prevabim tudi na oder, Martina Pečakov. Sebastian, mogoče sem zgrešil sliko. Je ta prav, malo uveti, to pa svoja imena, ne? Tam bomo malo treba, tudi že spoznali. Upam, da se motim, da bo ostala manj na strani, ker so sprejeli gostje. Ne bomo jih tudi pogledala, ampak to se mi je priložnost zbiti povedati. Zdaj, pripravljal sem se nekaj izločen, da bi ta debata stekla, mogoče pa... Prosti roge, ker se definitivno, kako so delali, ne. Najprej bi se zahvalil Hermes, zato ker prvič nekako delimo to prepričanje, da je širjenje, sodelovanje in širjenje informacij zelo pozitivno zadeva, zato so nam oni tudi omogočili, da se vse tome direktno prenaša na YouTube. Torej, če ste zdaj nekaj poslikali, boste lahko tudi pogledali posnetek tam, skratka vse to bo tudi na mreži. Bi pa s tem prvim vprašanjem začel, v bistvu, ker se bilo različno način. Če se pogledate, v bistvu, zdaj, CBIM, prva konferenca leta 2015, novembra, Lendava. Predvsem vprašanje jasno za goste, te okrogli mize, kaj ste takrat počeli? Jasno vse v kontekstu BIM. Ste že v tem takrat kaj razmišljali, ali ste pa morda se sploh ne udeležili konference, ali pa ste tam bili in nabirali informacije? Ne vem, takrat. Jaz takrat, zato si bil konference, sem zvedel prepozno, če ne bi se vsi kar udeležil. Ampak v tistem času smo ravno iskali software za spremljanje UKC-ja. Se pravi, iskali smo tim software za ljudi, katero bodo zmodelirali agenco odlasov. Ravno, da si takrat ne predstavite, pa se nekaj to za 4 leta, da ne nekaj kaj delate, ne? To se vi poklapno smo delali. Menil si v svoji predstavite, da že od Arhigete ni poznaš, AutoCAD sploh niso uporabljal, hvala Bogu, ne? Jaz sem tudi pri 13 nekaj s tem. Kaj je bilo pri tebi? Jaz sem bil na tej konferenci takrat, druga smo pa, osnovno sem pa na Pokoli, bili v projektu EHRS, in evropski projekt, ki smo ga pravili štit z gradno projektiranje dan. Delali smo pa v bistvu takrat zelo intenzivno analizo. Analizirali smo obstoječi objekt, določen, da se gledate primere, tako so primerjeni, so javni, EHRS, EU, internetna stran, kjer se da ogromno teh podatkov in to je prvih stav primerov na način. In to smo potrebili. Na konferenci nisem bil, sem pa takrat mislim, da tudi vključevali en projekt, kot sem bil na različni otek. Z Dimom smo se pa grem reč, da svoj čas tako na BIM povezovali samo s tem ideje. Jaz sem spomnil, že 2010, pa mi ni prvih pravil na tem in mi sem oddelil. Vsi smo povedali s tem, kaj narediti, kaj gre bilo lepo predsedovati. Pa dodana izkušnja je ta, da smo gledali za izvajalca, kar še danes vidim, dodana vrednost, da on se dejansko predstavi, da ti različiš nekaj okolje, on prvič vidijo, da pravi pričice v vostru in nekaj zahteve, in ti dejansko materializiraš v nekem tudi obliki, lažje z njim komuniciraš. Takrat sem že videl, da do 2010 je neka prednost, zdaj pa kako to finančno vrednotiti, pa težko. To se vidim, tako do tega bomo že nekaj. Mi smo pa v našem podjetju leta 2015
začeli sistematično uvajati digitalizacijo oziroma BIM takrat. In smo v bistvu prva stvar, ki smo delali, takrat smo bili v bistvu delali, tako nismo mogli na to. Začeli smo pa za eno anketo tako, ker smo bolj v firmi razpošili. Naša firma, slovenski del, ko so tudi del avstrijske firme, tako da vse skrbi to 500 ljudi, razmetali po 10 ofisih po Evropi, pa še nekaj ven iz Evrope. In smo anketo naredili, začeli zbirati, kaj je software, kaj ljudje znajo, koga smo zanimali. Če sam nadaljujem so vprašanje, kakšni so bili prvi taki zaključki te ankete? Zajetna dokumentacija, tak kaos, v bistvu, kaj je ena biblija kaotična. Pogledali smo, da imamo ogromno enih takih specifičnih strokovnjakov, ki znajo programirati, ki to veseli, ki delate v prostem času tudi, da imamo cel spektr softverov in tako naprej. To je v bistvu prva stvar, ki je Osnoček, kaj se postavlja. Jaz nisem na tej konferenci prvi smo in pa takrat veliko fazi pripravili naši knjižnici. O čem smo bili prvi v naši branži, smo nekaj še v branži vidno, če mora raziskovali to področje, pa tipar, kaj se dogaja, zato smo že uporabljali v meni Torej, sklepamo v bistvu, da ste začeli na ofisi reči, da v bistvu nekako bolj manj nezaupanja, v bistvu ste skočili, preden ste se vprašali, v bistvu, kaj to sploh dobro. Jaz sem verjel to, še kar verjamem, da je to dobro, pa da bo enkrat preboj, mislim, vsako leto vidim, da tega preboja zelo več, da naši projektanti, naše firme zmeraj s tem delajo, ampak mogoče nekaj nasled. Da bomo malo bolj učinkoviti. Naslednje vprašanje najno je tako. Midva se tudi v najnem podcastu, če ste mogoče kakaj poslušali, pa spremljali, se vas zelo veliko govorila o dveh dokumentih, ki sta zaokrožila po slovenski BIM srednji, gradbeni srednji. En teh je bil tak akcijski načrt, v katerem se pač krešejo mnenje, koliko je v redu, koliko ne. Noter je en kup takih trditev, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih zaradi BIM-a, z BIM-om, kakor. Ampak najno vprašanje pa je, nekaj ste že povedali v svojih predstavitvah, kaj so ovire, s čim se srečujete, ampak naj zanima, kaj je za vas največja ovira, zaradi katere ne moramo še bolj učinkovito izrabiti potenciala, ki nam ga BIM omogoča. Če bi mogoče lahko v tem, kaj rekel, da ne bomo vedno kot metodo začeti, bi mogoče prvaj zdaj začeti pa, da vidim, kakva vaše mnenje. Nimam časa za razmisliti. Ja, zdaj jaz sem samostojni projektant. Jaz sem prej večji firmi, ker žal se to nehala ukvarjati z projektivo in takrat pa smo dobili ogromno izkušenj in znanja, tako da smo ostali samostojni, ampak to se tudi nekako prebijamo. BIM je pa zadeva, ki zahteva v začetni fazi nekaj več vložka. To se mi zdi en ključnih težav. Vemo pa, kakva je situacija na trgu. Pripravljamo delo pocenjeno, da so cene praviloma nizke. Za tega je treba najti primerno investitorja, ki razume, da ta vložek v prvi fazi je vreden tiste višje cene. Tukaj je tudi ZAPS, jaz sem delamo vključen v ZAPS, se dela na tem, da se tudi cenik, ki se tudi nažalost ne upošteva za vnotanje novela začela upoštevati BIM, tudi govorimo o vrednotih in mislim, da je tukaj tako, ne rekel, da sprašam. Jaz pač uporabljam Arhitekt in delam v BIM, ker sem se podločil s tem učim. Ne glede na to, vam je naročeno BIM projektov dokumentacijo. Jaz dam vse projekte v BIM-X verziji, pa ne gre za vikendico ali pa za neko večjo stavbo. Ker s tem mislim, da se tudi mož se enkrat odloči pa delati na način. Zdaj spet BIM je zelo široko. BIM pomeni v tem primeru moj delež, arhitektura, BIM pomeni neodvisna arhitektura, se stvarno četrati opisi vse to. To je pa to, ko se že prej na projekciji pokazal, je problem v bistvu za enega projektanta, sploh najmi eno tako ekipo,
to se sestavlja. Za moje pojme to še nekaj. Vi vidite največji problem v tem, da še ni cel ta spekter ljudi, ki se delajo naprej, ko še ne razmišljajo vse to smer. S tem, da tudi iščeš, to je samo logično, da rabiš projektanta, ni pa urodnik. Projektanta z Mogoče bi jaz še dodal, mislim, da ker dejansko sodelujete, ali ste v prvi vazi, v prvi vlogi kot investitor. Bi morali najbolj biti tisti prvi, ki boste rekli, ja, bi ime zakon, to je za nas tako. Zakaj ne? Čisto vprašaš, mislim, jaz že forsiram, nekako čutim, ko kolegi zaknova, da tle je prihodnost, ko imaš problem to dejansko upeljati svojih projektov. Recimo, konkretno pri nas imaš projektant v Avstriji, imaš projektanta Črni Gore, kjerkoli delaš na določenih projektih za licenz, za samih operativnih zadev. Imaš izvajalce tudi, ima Slovence, ima kolege iz Juge in tako naprej, tudi Avstrijce. In zdaj vse te ljudi dejansko pripet na nek sistem ni da. Že samo komunikacija med nami, pa med svojim projektantom je nam ni še rado. Delamo pa na tem, da bi polemotno, da bi se donošli. Že recimo ta field view sistem je akomodatne varnosti, ki je workflow in zadnji. Samo ljudje in razmišljajo koče. In mogoče Ima sigurno rešitev za to. Kaj bi moglo biti, da bi bilo še lepšo? Ja, recimo, da bi vsi približno takšne številke. To se bilo, da je za tega. Jaz sem te številke... Gabor je omenil neke formile tam. Ja, meni se tijo tiste prve realne. Serije se mi zdi, da take hollywoodske, ki prihajajo do druge konca. Mogoče, če zavoliš, a nisi bil tudi zraven. Ja, za te številke sem drugače pa akcijski načrt nastal iz boljših predhodnikov, tako da ni bilo neko vplivne tople vode. Za drug del tega načrta, ki ima detaljne, ima za Slovenijo vedno. Aktivnosti spisane, ki so pa zelo uporabne. Normativnost, ki je zostane zapisano izgradno. In jaz mislim, da je tle v bistvu, če hočemo narediti vse to, malo bolj učinkovito, da na kumpar, ki se bomo kaj bolj padali, da bomo vsakič na roki tiste filtre sestavljati, tako naprej. Je treba preprosto to standardne postavke, standardne popise, standardne atribute, to se nekatere države že potevajo. In tle noter je to predpisati, mislim predvideti, tudi predvidene so stroški, finančni okej za to. Meni se ne zdijo nekoliko visoki, koliko se v bistvu denarja letno dobi. Problem pa vidim, da je v bistvu ni ene javne inštitucije, ki bi to rekla, ok, mi bomo na tem delu skrbeli, da se bo res izvedel. Vsak je za neki delček teh aktivnosti se čuti odgovornega in je v bistvu, se mi zdi, da tam na vodstveni sferi se mogli nekaj drugi, da bi to zagrabil. Jaz tukaj nekako je pa ogromno, da se tega zavedamo, da bi na to pametili. Pravi, tam nekaj mesec in manjka en mesec se rad pogovarjamo. Mogoče Domen, ti stališče predvajalca. Jaz ne bom preveč pameten, tukaj so enake, ki se vsakodnevno uporabljajo. Jaz lahko dam en feedback, ki dosti delam po moji liniji dela z različnimi projektanti pa arhitekti. So prav feedback tistih, ki mi povedo, da ne delajo še z njim. Sicer en glavnih razlog, da je to, kar je že Marko nam načelo, cene so zaenkrat še predvsem nizke, oziroma delo arhitektov je pod cenami. Zdaj, če upoštevaš realno, da je treba pri prestopu na kar nekaj vložiti v začetku nove licence, v šolanje in tako, marsikaj pač to sešteje in mislim, da se mogoče ne splača. Druga stvar, sigurno, če standard in ostalo, ena tudi zelo pomembna stvar je, da kot je danes večkrat omenjeno, različni podizvajalci, ki ga še ne uporabljajo, se pravi, projektant lahko naredi zelo veliko dela, pa na koncu še vse ne pride do tega, da bo mogel izkopati vse v DLG in pač pošiljati podizvajalcem, da lahko s tem naprej delamo. To dostkrat izpostavlja. Ja,
Ja, tretja stvar, ki pa zelo velikrat slišim, je pa bomo šli na to, ker bomo enkrat zakonsko pod Martinom odgovorom, se pravi, ker je enkrat to res nujno, črno na belem za posamezne projekte, pa mislim, da bo tudi na to slediče. Mislim, da se lahko točko do tako začeti sleteti. Ko bojo investitorji spoznali, kaj jim spoznali celoten cepredina in da bojo večino stroškov na uporabi objekta, na gradnji objekta in kaj jim pomeni vsa ta tehnologija, da bi bilo vse te podatne informacije o samem objektu. To enkrat stvar investitorji bo, mislim, da kaj se bomo naprej se prediti. Če sem malo izovan, v bistvu, zdaj investitorje je glavno, recimo vsaj za te infrastrukturne objekte država. Pa slišimo cel kup nekih polemik, kot tudi zahteva in zahtevanje dokumentacije, postavljanje nekih nenormalnih rokov. To pomeni, da nekdo ne ve, kaj počne v bistvu, kaj v bistvu se sploh zahteva, ali to zahteva v bistvu. Mislim, zakaj država to ne naredi absolutno in to ne naredi na ta prav način, če smo že. Pa ne vem, to pač zdaj... Jaz mislim, da je to, ker je to materijo. Vse je razbito. Na različnih koncih ni nekoga, ki bi bil krovno nad tem, da bi zaživeš. Tako pa v bistvu praktično vsak ministrstvo zase te stvari sanitirajo. Moraš vedeti, kaj si želiš, da bolj jasno postaviš. Mislim, mi zdaj konkretno preko 6D oziroma nek sistem vzdrževanja. Jasno moraš vedeti, kaj si želiš, kaj hočeš videti, s katerim podatki sestaviti na preglednico, kaj ćeš imeti. Zdaj država, jaz ne vem, kdo bi to vedel, oziroma neka organizacija mora biti aktivno in podobno, da se ne podila vzdrževanje vseh postopkov. Kot smo mi, recimo konkretno hidroelektrarne, ki je naša služba v Avstriji, ima več kot 70 hidroelektrarn, zgovorimo že 100 let, in točno ve, kaj se ne. Plus tega, da vsaki projektno nadgrajil že znanje, da je jasno novo informacije. Ampak še to bi dodal, da se država dejansko zdaj šla v neko e-upravo. Da se komunikacija mogla nekako prihajati v neki ekonomski obliki. Ne, 21 je malo, zdaj pa 6. Tako se stavili, en del funkcionira, en del so prišli izvedom, pa še letos se razvajamo. Tudi sami ne vedo, če bo jemta. Če sem to lahko pomeni, da je samo PDP. Ja, v tem se pa še niso izvesti. Ampak se še katastro, gospodarske javne infrastrukture. Za celo državo ni nikoli zaželelo. Že problem na posameznih občinah bomo vsi razkriti podatki. V kakšni obliki bi to tako Možete samo omenil, da bi bil rok, da morajo vse občine v Sloveniji imeti sprejete svoje prostorske plane 2010. Pa je 2019, pa največja občina tega še nima. Jaz nekaj ne verjamem v pripravljati. Mogoče to razpustilo, pa bomo predvoditi. Ne, mogoče ta boljši. Tukaj smo enkrat spustili, ampak to se bolj nosno delno na te stvari odgovorili. To je pač ne tak privlačično vprašanje, ker se bi nekih takih standardniki zastavili, pa zdaj sedimo, tako da je o tem ne bomo. Imamo pa v bistvu eno tako čist, recimo vprašanje tudi morda, kar se navezuje na tih pregav, kar je povedal v bistvu o tistem, kako si sledimo, kje spoznamo in na koncu se nekaj tudi naučimo, pa ta povratna informacija nazaj, pa bi v bistvu kar jasno vse vprašal, če bi zdaj zgledali to, kot zdaj kar veste, mnogo o samem BIM procesu, o modelih, o problemih, ki se s tem srečujete, ali če bi se zdaj vrnili nazaj, recimo na začetek, nazaj do 2015-2010, začeli stvari gledati drugače in se začeli se učiti na drug način, ali bi morda prej začeli s tem, ali bi... Vlagali v druga mogoče.
Če rečem zase, mislim, da ne. Ker sem se pač v teh 4 letih naučil, je tudi prav tako, da je dosti časa, da spoznavaš stvari, da se probaš zadeve in ja, morda... Nima projektov, v bistvu, ali ti osebno, v bistvu, občutka, da se malo pomišljal, tak? Mislim pa. No, nihče ne dvomi v svoje oči. No, zdaj to težko reči, kaj ne bilo, če bi bilo, pač nekaj ti tudi življenje samo prinese, ne, in jaz mislim, da ne bi kaj dosti drugače naredil, ampak to je zdaj, kako se da pogovarjati, ne samo občutek, kako je Slovenija dosti kratna, ne, smo vsi nekako razdeljeni po raznih firmah, tako naprej, da ni ene skupnosti, kjer bi se, recimo, jaz vidim društvo, recimo, ne, je na en način fajn zadeva, ki je sploh obstaja, ampak po mojem bi mogel biti neke vrste, nek inštitut, neka forma ljudi, ki se lahko vsi te ljudje nekako najdemo v tem na en način komunicira, na en način, mogoče tudi v nekaj družbeno omrežje, ampak tukaj obstaja, da to znanje malo zaprošeno. Pa tudi inštitucije državne, ki se nekako to vključiti. Ker vsi se nekaj poskušajo, zdaj tudi ljudi je tudi brand, pa tudi popularni, na kaj način učiti, ampak nažalost vidiš, da je kot projektant dejansko težko eno ekipo sestavljati tudi za projekt. Vsaj jaz, recimo večje firme imajo to vse rešeno, pa vse projekt, skozi ga iščeš. Jaz mislim, da je to politično, kaj je izobraževanje. In se ne strinjam. Težko je zdaj biti projektant, ker celo nabor, mi tudi imamo zunarji, sploh inštalaterji, elektročari. Imamo jih pa imamo, ampak so silni, da je po vseh letah projektov veliko, to ne vlevajo. Pravi, mogoče, če zdaj, kar zdaj veste, če bi 2015 odločitev spremljali, mogoče izobraze svoje sodelavce, mogoče tudi drugih podjetja, da bi usmerili, ne sami začnejo v tej smeri različati, če prav razumemo. Če bi imeli nekaj. Jaz sem se pa 8 srečal z Bimom, pa ne zato, ker sam si tako želel, ampak ker je bil, začel sem, ko smo bili da spustila s fakultete, začel na RCT-ju. Tam smo imeli enega izjemnega inženirja, gospoda Penkota, takrat starejši inženir, ne, ampak vizionar, ne, in je hotel optimizirati projekte, ne, se pravi tiste projekte, ki so bili takrat zelo slabi, ampak zelo neusklajene zadeve, se pravi, to bi naprej in so pač začeli modelirati. In potem pretekali tukaj enega časa, ker je bilo v bistvu pojem ni namenjeno. Če bi takrat vedel, kako bo bi sigurno za 5 let na avtoget našalno, pa bi se pol to rekel, ker mora biti često pravda. Možda, da sem ravno ta odgovor iskal, ker se mi zdi, da je sicer zelo težko ujeti ta prav rok, ali si prezgoden, ali si pa prepozno. Mislim, da je skratka, tukaj so očitno gosti, ki so nekako pripričani, da so ravno v pravnem času, da se ujeti ta prav vlak. Je pa vedno jasno težko. Bi pa morda sam še eno stvar naredil. Vsi nekaj omenjali, da je polno enih projektov. Vsi so nekaj zaposleni. To ne bi pomenilo, da se morajo cene zvišati. Zakaj se ne? Očitno. Zakaj si vi kot arhitekt, kot gradbenik, kot projektant ne upate v bistvu to vehementno dvigati cene? Ampak očitno se te višje cene ne prenašajo nazaj v te zgodno fazo projektiranja, ker izvajalci so pa nenormalno dragi, če karkoli počne. So cene zraste po zadnjem letu 20%. Tako da, ne vem, mogoče je tudi ta krivda, da ne znate se dosti ceniti, tako kako ne znamo. Mislim, da se ne znamo. Tukaj recimo arhitekti, gradbeniki, če pogledate v bistvu neko, njena statika stane v bistvu analiza, nič praktično. Če posebej, če imaš to bino narejeno, zmodelirano, v bistvu to bolj manj, kjer v en program popisaš gumb pač politi.
bolj ali manj. Zakaj v bistvu ne znamo jasno, časa manj porabimo, hvala Bogu za to, ne? Ampak bi morajo biti izračuni bolj natančni, večji prihranki pa materijali, jasno potem pri izvedbi in tako naprej. Vse to bi se dal morda ukomponirati v jasno našo ceno, pa vašo ceno teh projektov. Mogo prekratko več ostati, če si kolega gleda zadnji čas, če porabiš, da si napišeš te knjižice, pa kasneje si bolj učinkovit in hitrejši, tako da bi se mogel interes vsakega posameznika, da si zelo posebni ta bil. Zdaj, kolektor je to lažje, ker ima več kot 100 projektov. Vi dejansko interno nek sistem lahko integrirate, da se imate sami interes. Če prijete na drugo raven, na podizvajalce imate že težavo. Zdaj, če vsak projektant zase že to imel, kar se mi zmeni, zakaj pa ne bi imel, se vam splača. Ja, projektant to vse, jaz ne težko soditi skozi delovne izključine. Ampak zdaj problem je, da so pravila najnižje cene, država, pa to doumeti, da v bistvu, ker te prihranke, kako so živitelne, pa jaz sem se začel s tem facility managementom malo ukvarjati, prihranke so pa največji, na koncu. Mi smo še kar malo zelo usta, se pravi, koliko projekt stane, za koliko ga narediš, ker ta projekt pa zajema tudi tisk, ti narediš bil model, ki bo potem tudi za, ne samo za projekt, pa za izgradno, pa tudi za vzdrževanje. Tega se še nisem, da si to izpolne zavedati. Pa kaj to sploh je? Te se začel zdaj ukvarjati konkretno z enim vprašanjem za facility management, da sem gotov v Sloveniji. Raznega pilotnega projekta tega sploh še ni. Nihče tega ne uporabi. To se tu v tem govori že leta. Ne uporabi tega še ne. Če kdo ve, ne povedal. Ne, vem pa za par diplom, ne, če so pripričali. Ne, jaz bi rad firma, ko uporablja to za vodenje projekta. Zelo vesel tem. Mi uporabljamo samo skozi neke Excel-ove preglednice. To dobro vodimo s tako. Ne, tu govorim za firme, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem vodenja. Prav. Mogoče pa zdaj čas, da sem že prej mislil, sem bil ravno na taki temi, da tale zadnje vprašanje slodi sem, če to je, kako je trenutno stanje bil na Sloveniji. To, če morda ne poznate, temu se reče, niti ne vem, kako bi prevedel, hype cycle, se pravi neka krivulja zrelosti neke tehnologije in to dela eno podjetje vsako leto te tehnologije postavlja lahko te krivulje. Če najprej se pojavi neka tehnologija, pa potem vsi govorijo o njej, in se torej izkušnje pojavljajo, pa to zanimanje za njo pade in pa če je zrela, se potem to stabilizira in se uporablja naprej. Zdaj, naj zanima, kje vi mislite, da je danes, na današnjem dan, 22. januarja 2019, kje je in na teh krivulje? Kam bi ga postavili? Mogoče od dom na zdaj, kam bi postavil krivulje? Zelo težko vprašanje. Zdaj, dve leti nazaj se spomnim, da je bilo tako, bom 2-3 leta nazaj, da je bilo kar enkrat od teh dogodkov, pa govorov, pa člankih. Tako da to opažam, da zdaj malo pada. Jaz sklepam, da smo že v Sloveniji čez tale pik ekspektacij, pa ker je še tako vse novo, smo nečem že mogoče zrasli. Ali pa sam te, ki smo prečiti. Mogoče sem nečem zdaj Kje smo tle na padcu na vzdolj, ali smo že tle nazaj gor? Mislim, opažam, da pač... Vi sem čisto osebno sprašujem, si vmes zgodno upanje v to, da bojo knjice, knavci so reči sploh kadarkoli delali. Ne, mislim, jaz pa ga nisem zgubil. Opažam, da pač meni se zdi, da smo nečem tudi na slopo zelati. Mogoče. Malo slopamo, to je. Ampak zelo težko meni. Resno smo zadnji. In videl si vse, mogoče ne boš že. Mi nismo tam. Mi smo tam na polovici padca, tam kaj ne najde. Tukaj, ne? Ker zelo ste morali vas tam drvimo, ne? Vse se že kdaj sliša predstavitve naše vidite, da smo že meče tam dol, ne? Zato, ker hočemo tale naročnike nekako izobražati, da bo tale luknja čim manjša, da bo čim prej tja pašli, ne?
se pač strukturira, da so zadeve pomalo razvije. Ja, da se mali umiri te visoke pričakovanja po 20% prihranki. Da ni to zaškratli, ampak da so te use case oziroma uporabe različne, pa tudi, da se ne reče BIM za vzdrževanje, ampak da se reče, kaj točno po vzdrževanju bi radi, pa se ti določi 3 uporabne atribute, pa gremo na to. Kaj ni potrebno? Mislim, da sem že kar... Čas dva. Ja, sem videl že tako, da znotraj naročnikov, če že penal vzem, smo nekako, če bi znotraj govoriti o digitalizaciji procesa, pa nič to pa ta BIM samo nekaj idejam, da je to že digitalizacija procesa, se mi zdi, da se počasi konsolidira. Res je bilo, ker nekaj lahko je padlo vse dol, zdaj pa ampak je dolg proces, ne, ko se tam čas teče, si pa nisi točki. Aj pa dobro. Še 2 točki moramo postaviti. Ja, jaz imam prvo predstavljati, da je bolj fizično, ne, recimo, da deluje. Kaj sem se počasi vina, ne, da smo na boj gor, zdaj bo pa zelo hitro bomo šli doj, kar se učiti predstavljati. Jaz imam domišlja, ne. Recimo, to sklepam po enih dejskih dokaj, da se v procesu na inštitucijah, recimo v državi, pričakujejo tako, da bo nek cilj, da bo veliko tega pa tega pa to, ne se pravi, to je digitalizacija, predvsem glede na to, kaj delajo veliki biroji, kot sem zelo pomembno, veliki biroji, kot jaz poznam, so malo v tem smislu nezadnjaški, zato ker največji biroji so vedni, da so še na AutoCAD, večina, ampak vem, da so pa zelo v tem letu pa kar nekateri šli na arhitekta pa je. Tako je to optimizem, da se mi zdi. Tako da cilj zdaj je postavljen, tako pa mislim, da je nekaj. Ne vem, počem te se nekaj. Upam, da nismo očitovali, ker pa se bomo zelo začeti ukvarjati nekaj časa hvala. To malo zdržati. Jaz bi se kar strinjal s predhodnikom, ker se mi zdi, da je bil ta, no, se mi zdi glanski, da bi dosežen do kaj. Zdaj pa res se jaz zaznam, da prihajamo nekako tisto realno pričakovanje, kako bi izgledal od sebe, kaj moramo še narediti. Z začetka smo se res vsi zaleteli, pa smo pa pripravili, da fajn nekaj smo naredili, da ne moramo odpovedati in te zadeve se zdaj počas postavljajo in tudi smo nekaj čas nazaj do vse dovolj. Možda ste rekel te standardi, to se mi zdi ključno, da se mi največji problem, da sem jaz začel nekaj risati, jaz bi rad opisal pravo šifro, zik, pa da nekaj smo se že malo razmišljali, da nekaj piše nekaj, lahko bi pisali vsi v Sloveniji isto šifro za zik oblični, pa to je sam. Tako da jaz te res vidim, da bi se treba nekdo, zmogo to pisati. Tako da bi saksni ministeri, nekaj ministrstva za okolje. Ja, ampak mordače nadaljujemo to tako nekaj, da se jaz se bojim, da te stvari ratajo podrežni z raznimi standardi za leje pravke. Kjer jasno obstaja, ampak dobeni primarno, oziroma vsaka firma nekaj svoje. In trenutno vidim, da so te BIM knjižnice ravno to. Da je vsaka firma naredila svoje knjižnice, zato da bo hitreje delati. Jasno se pojavil problem, koliko je treba to sodelovati. Kaj? Vsako knjižnico imel, kar ne? Jasno, da bodo te šifre spet eno čez drugo letele in spet bomo na začetku. No, ni šifrator popolna Biblija, ker mogo vsak neki del bo to upoštevati. Tista naftno zarešen zid bo imel šifra, ne vem, 2, 5, 6, 4 in bo posodka. To je ena taka rekel. Jaz bi nekoče postavil to, včasih ste bili 2 veliki firmi, vse imeli SAP pa Primorje, ti za šifre, ko so oni imeli same vsi. To je en problem, ki ga nikakrat nisi rado standard, da si vedno, kaj se uporablja. Zdaj, mogoče bi sem to še komentiral Krivuljo. Jaz se strinjam z Martinom, ki so po mojem tam še nismo naredili. Upam, da bo ta padec čim blažje, ampak ne vem. Bi pa rekel tako, da odvisno koga vprašamo. Tukaj ste vsi seznanjeni z BIM-om, ker
prišli svoje podizvajalce vprašati, ali pa SP, ali pa kakor podizvajalce, oni verjetno še na začetku teh krivulje niso. Tako pač odvisno, da najbolj škoda, kdaj vprašamo, pa se vsi strinjamo, da nekje pričakovanje se vam mogoče res previsoka, pa moram treba še to malo uravnotežiti, da bo investitor vedel, kaj pričakuje, pa kaj pričakuje. Mogoče bi na tem tudi zaključili, da ne bomo predolgi. Ja, jaz bi samo še eno stvar dodal glede te krivulje, samo zato, da si boste znali predstavljati, kako zadeva odbirno. V zadnjem času se, pa mi da smo imeli na podcastu odnosno Žiga Turko, kjer je govoril o gradbeništvu 4.0, o industriji 4.0, o s tem povezanimi digitalnimi dvojčki, kjer je jasno fin model dejansko to, digitalno izdela nečesa, kar bo ali pa že stoji v naravi. No in te digitalni dvojčki so tukaj le gor v letu 2019, so čisto v postavljeni po to, to krivulje oziroma to dela ta Gartner Research in v bistvu so postavili glede na vrh 2. Tako da čaka te digitalne dvojčke s tem ja. In na tej pozitivni noti. Če se vedno upoštevamo, da je ta krivulja prava. Ja, ne, v bistvu je zanimivo to, da jasno se ne pričakuje, da vse te tehnologije, ki nekje začne rast, pa se tudi na dvore, v bistvu tudi pridejo do platforme. V bistvu enostavno zginejo, se pretvorejo nekaj drugega. Tudi BIM je svoj čas tukaj nekaj bil, pa jasno, kjer pa gledaš, ali tvoj kar zgine, ga ne upošteva več, ker mislim, da je to smo že na konec, tako kot zadnjič, ko smo gledali nekaj takega, je novozelandski arhitekt že 2016 narisal ta graf z dodatkom tukaj, kjer je tukaj zadnji narisal sam sebe, pa rekel waiting for something new. Skratka je nekaj drugega, kot pa BIM, kar to očitno ne. To je drugače. Tako da, morda zaključna beseda, kakšna zaključna misel. No se, mislim, zdaj smo malo skritizirali BIM, jaz sem povedal po sebi, da so mi podatki zelo pomembni, da to obladujemo. BIM je, ali ne, in jaz bom v bistvu lažje kot, če bo BIM, upam, da bo, da tak imeli zaživo naprej. Zdaj je bistveno, in tudi se mi zdi pa vizualski, ki bo. Mi model, v bistvu dobimo se z njim, čega samo, če pogledamo, mi ustvarjamo podatke, ki so pomembni potek za združevanje in to se mi zdi to za investicijo. Hvala lepa. Ja, seveda. Na meni se ta BIM tako, tudi en produkt razvoja tehnologije. Če vemo, kako se razvija zadeva, od medov in tako naprej, do komunikacije, razvija vladov, tako imamo pač tistega papirja, pač v ene fazi, kjer je ta digitalizacija, ta model na razpolago vsot. In to se mi zdi dejstvo, da je enostavno razvoj pripeljal do tega, da smo mi prišli tudi do tega BIM-a, ko je kasneje in to so prednosti, ki bo enostavno za same tehnologije bodo prišle te prednosti. In bodo tudi prednosti, ki so absolutno nedvoumne, da imaš v žepu recimo cel projekt ključnega centra, in da se ne bomo mogli zavljati. Tisto bomo prej to dojeli, da je to prednost, in bomo naprej koristili. Mislim, jaz lahko rečem vam anekdoto, da sem s takim računalničkom hodil okoli in sem vsi zafrkavali, da kaj se grem, da vas ni moško, da ni nek najega računalnička. Kad sem mislil, da fascikl. Ni šansa, to se mora spremeniti. Zdaj je logično, da boš tudi fascikl nosil po razlišču. In tako je prišel iPhone 1, recimo, in so že vsi polega razumeli. Jaz mislim, da BIM samo pač točno to, go with the flow. Jaz tako bi s tem tokom zdaj tisti mestnik, ki bo odparti, osnovni so pozadnji podatki, ki so. Hvala. Hvala.